Te zanima, kakšna je energija Roberta Goloba, kakšen je njegov energijski svet in kaj trenutno počne v tem svojem energijskem svetu, sploh v časih, ko izgublja svoj stolček kot predsednik vlade? Dajmo si pogledati. Jaz sem njegov energijski svet obiskala. By the way, moje ime je Tea Lumina, sem sodobna čarovnica in vodnica skozi nevidni svet. Pri Robertu Golobu je bilo zelo pestro, zelo kaotično, predvsem pa v tem trenutku zelo, zelo čustveno. Pa pejmo skupaj na tole potovanje. Jaz sem se z Robertom Golobom hotela povezati že v sredo, to je bil 27. maj. Takrat je bil zelo jezen, vlekel me je, cukal, ampak nikakor nisem uspela nič kaj konkretnega videti ali pa zaznati. Naslednjič sem poskusila že naslednji dan, v četrtek, 28. maja. Prišla sem najprej v svoj Lumi svet, počakala sem na vodnika Leona, da me je prišel poklicati v mojo pisarno, in ko sem hodila po hodniku, mi je v roke dal darilo za Roberta Goloba. Nisem videla, kaj je, vse, kar sem videla, je bilo to, da je bila pač ena taka podlaga, na kateri je bil nek predmet, in ta predmet je bil ovit v celofan. Zdelo se mi je zelo zanimivo darilo, to za Goloba, sploh v bistvu ta detajl, da je bilo zavito v celofan. Namreč na nek način to darilo odraža tudi njegov pristop v politiki. Z Leonom sva šla do takega posebnega dvigala in to dvigalo me je popeljalo v drugi svet, in sicer v prebujeno kraljestvo. To je tak poseben svet, ki sem ga opisala v prvi epizodi te serije, in ta svet mi omogoča, da se lažje povežem z energijami različnih politikov. V tem svetu vlada Janez Janša. To je v bistvu njegov svet, ki mi ga je odprl prav z namenom, da mi pomaga na tej moji misiji odkrivanja energij. Energij politikov, seveda. Peljal me je do posebnih vrat in ta vrata so me vodila v svet Roberta Goloba. Vstopila sem v tako meglico, in ko se je ta meglica počasi razblinila, sem videla, da sem v Robertovi pisarni. Njegovo pisarno sem že opisala v eni od prejšnjih epizod. On pa je sedel za svojo mizo in nekaj vneto tipkal na računalnik. Jaz sem se usedla tam na stol, nasproti njega, dala sem mu darilo. On je to darilo vzel in ga dobesedno vrgel čez zaprto okno. Še naprej je vneto tipkal, pisal, nekaj klikal. In jaz sem čakala, kaj bo zdaj, ne, da konča, kdaj bova, ne vem, šla na kakšno zanimivo dogodivščino v tem njegovem energijskem svetu. Ampak on je bil tako zelo zatopljen v to delo, da me je začelo zanimati, kaj točno on sploh počne, da tako vneto tipka. Pa sem se tako malček nagnila, ne, da bi videla na ekran, in ko me je opazil, da špijunam, je hitro primu z ekran laptopa in ga tako porinil dol, da ne bi videla, kaj on počne. Zdaj, to, kar sem uspela ujeti tako za sekundo, se je zdelo, kot da igra pravzaprav neke online igrice. In ko sem ga soočila s to resnico, je bil tako jezen name, da me je nagnal ven iz njegovega sveta. Pristala sem spet v prebujenem kraljestvu, bila sem videti malček razočarana, ampak okej, sem rekla, bom poskusila še enkrat naslednji dan. Danes je bil dan D, še zadnji dan, ko je imel Robert Golob priložnost, da se izkaže oziroma da me popelje na neko dogodivščino in morda razkrije kakšne vidike svoje osebnosti, ki jih sicer skriva, a bi mu pomagali pri tem, da bi ga videli v boljši luči. Predvsem tisti, ki nismo njegovi navijači. No, danes, petek, 29.5., jaz se spet odpravim na energijski nivo. Pridem v svoj Lumi svet, počakam Leona, da me pokliče. Ko sva hodila z Leonom po hodniku, sem ga vprašala, če ima kakšno darilo. Rekel je, da ne. Naj tokrat pridem brez darila.
Peljal me je do dvigala, vstopila sem v to dvigalo, prišla sem v meglico, meglica se je počasi razblinila, prišla sem takrat v prebujeno kraljestvo. Janez me lepo pospremil do vrat, ki me vodijo v svet Roberta Goloba. Ko sem bila v tej meglici in čakala, da pristanem v njegovem svetu, se je ta meglica počasi začela razblinjati in opazila sem, da sem ponovno pristala v njegovi energijski pisarni. Tokrat ni bil zatopljen v delo. Bil je izjemno, izjemno jezen. Razbijal je stole, metal stvari po tleh, razbijal je šipe njegove omare in bil je videti zelo, zelo razburjen. Jaz sem tam pač malček čakala, kaj se bo zdaj zgodilo. Celo primil me je za roko in me je zvlekel proč, da je lahko še naprej razbijal to svojo pisarno. V nekem trenutku pa ga je zlomilo tudi njega. Padel je na kolena in začel zelo, zelo močno jokati. Solze so bile krokodilje, tekle so v potokih in tekle so in tekle in tekle in tekle, dokler naenkrat nisem opazila, da je toliko solz preteklo, da so v bistvu pristala nekje sredi oceana. To je bilo morje njegovih solza. Bila sva na nekem takem splavu, ki je bil zbit iz nekih hlodov. Robert je tam ležal na tem splavu, bil je videti kot nekakšen izgubljeni pomorščak. Imel je tako že dolgo brado, zelo zanemarjen. Mislim, zanemarjen v smislu, ker je se nekje izgubil v teh svojih energijah, v tej svoji moči. In on je še kar naprej jokal. Jaz sem hotela z njim vzpostaviti neko komunikacijo, da morda greva raziskovati morje, globine, da morda najdeva kakšno podzemno kraljestvo, ali pa morda kakšno jamo s kristali, ali pa morda kakšno zanimivo energijsko bitje, ki bi nama odprlo kakšno novo sfero, karkoli, ampak ne. Robert Golob je še dalje jokal in jokal v svojih tegobah. Zdaj, njegov jok je počasi postal utrujen, torej ni več toliko jokal, bolj se je smilil samemu sebi in svojemu morda porazu. Ko naenkrat pride ena velika tovorna ladja mimo naju. In takrat ga dregnem in rečem: "Glej, Robert, prišli so nas rešiti, greva gor, ne." On je pogledal to ladjo: "Ne." In tako je Robert še naprej jokal na tem splavu, dokler nisva pristala na nekem otoku. Bil je tak lep tropski otoček, poln zelenja. Splav je naplavilo gor na pesek, jaz sem šla na ta otok, začela sem brskati po pesku, med drevjem, v grmovih, če bom našla kaj zanimivega, karkoli takega, kar bi Roberta spravilo v boljše razpoloženje. Ampak on je še kar naprej sedel tam na plaži in jokal in se smilil samemu sebi. Dokler kar naenkrat ni vstal, tako kar eksplozivno vstal in rekel: "Tole pa jaz moram rešiti. Tole moram jaz spraviti v red. Ne bom dovolil, da se tako konča." Kar naenkrat pristaneva v parlamentu. To je seveda energijski parlament, ampak izgledal je točno tako, kot izgleda tudi v resničnem svetu. Ravno se je odvijala seja, kjer so glasovali za nove ministre. Robert je agresivno vstopil v to sejo, bil je videti odločen, jezen, pogumen. Usedel se je za svoj stol in ko so začeli s temi govori in ko se je začela ta vsa celotna seja, je kar naenkrat začel se vse bolj tresti in tresti, dokler ni spet začel jokati kot kak mali otrok. Zdaj, on je jokal in jokal, ampak tukaj ni bilo več solza. Tukaj je bil samo tisti jok, ki je tak, kot ga vidiš pri otrocih, ko ne dobijo tistega, kar si želijo, ne? Ko ne dobijo neke sladkarije. Tisti jok, ki ni res pravi jok, ampak je bolj performance, torej bolj neka igra,
za pritegniti pozornost, za ustvarjanje občutka žrtve, torej igranje vloge žrtve in tako naprej. Zdaj, njegov jok je bil malček moteč za tole sejo in razmišljala sem, kaj bi lahko naredila, da bi to situacijo umirila. In glede na to, da je bil njegov jok tak, kot da bi jokal kakšen otrok, ki je ostal brez lizike, sem dobila idejo, da morda pa mu dam liziko in bo to popravilo situacijo. Pa res, dam mu liziko, bila je take rdeče barve. Brez razmišljanja jo on da v usta in jo začne lizati. V tistem trenutku on je bil čisto drug. On je bil popolnoma drugačen Robert, ko sem ga videla do zdaj, ko sem potovala z njim po teh svetovih. On je kar naenkrat bil zadovoljen, vesel, igriv, on je lizal tisto liziko in se je začelo glasovanje za nove ministre. Pride prvi, Robert, seveda, potrjujem. Pride drugi, potrjujem. Pride tretji, se strinjam. In tako so šli še ostali ministri čez ta krog glasovanja. Robert Golob je vsakemu od njih dal svoj glas. Seja je bila zaključena, vsi so začeli odhajati ven iz dvorane, tudi Robert pride ven v tole avlo, v tole predprostor ali kakorkoli. V tistem trenutku pa mu je zmanjkalo te lizike, jo je že polizal do konca. In takrat eksplodira. On je bil popolnoma jezen. Zahteval je, da se seja ponovi, da to ni bilo pravično, da to ni bilo okej. Zdaj moram pogledati, kaj se je zgodilo naprej, ker to je bil cel kaos. Aha, to je bil tudi konec. Tukaj se je končala tista glavna dogodivščina z njim in jaz sem bila tle malček razočarana. Kaj je zdaj to? Z drugimi politiki sem imela tako zanimive dogodivščine, hkrati pa tudi z Robertom sem že imela take zanimive avanture na energijskih nivojih. Tokrat pa ni bilo glih navdihujoče. Videla sem, da ni zadovoljen s tem, kako se dogodki odvijajo. Videla sem, da mu je to v veliki meri pritisnilo na ego in da se v njegovem, da je pri njemu bil predvsem močen občutek poraza. Celo videla sem ga, kako je šel pred parlament in tam nekako poskušal nekaj doseči, ampak v bistvu so mu vsi obrnili hrbet. In bil je nekako izgubljen, ni vedel zdaj nekako, ali bi se boril še naprej, ali bi obupal. Bil je tako nekako nekje ujet v nekih takih občutkih nelagodja, občutkih tega, da če bo popustil, da bo še bolj poražen, če se bo boril, bo še bolj poražen. In na nek način je imel občutek, da karkoli naredi, na koncu bo poražen, česar pa si ni želel dovoliti. Pol pa kar naenkrat pristaneva v neki pokrajini in vse, kar slišim, je pesek, ko nekdo hodi po makadamu, tisti zvok. In tako se ozrem in res vidim eno peščeno pot, Roberta, kako ima roke v žepih, gleda v tla in hodi po tej poti nekam naprej. Ko sem stopila do njega, ni me imel za mar, nekaj sem ga spraševala, ampak je bil totalno nezainteresiran za pogovor. Vprašala sem ga, kje je Tina, samo skomignil je z rameni in hodil naprej, kot češ, vseeno mi je, jaz sem najbolj ubogi na tem planetu, najbolj poražen. Hodil je naprej po tej poti, dokler ni prišel do ene svoje hiše, nekje sredi ničesar. Ta hiša simbolizira v bistvu nek njegov dom, ne dom, fizični dom, ampak tisti dom, ki ga čutimo v sebi. Ko najdemo tisto vrednoto, ki nam je res najbolj pomembna in se fokusiramo na njo. Zdaj to je za njega lahko družina, lahko je nek svoj mir, lahko je
neko njegovo poslanstvo, ki ga veseli, ki ga navdihuje. Ko je vstopil v to hišo, je bilo v njej zelo prijetno vzdušje, prijetna energija, domačnost, urejenost, mir, sproščenost. Usedel se je tam na kavč, celo odprl televizijo, da bi malček pogledal novice, ampak je to hitro prešaltal na nek film. Ful ga je vleklo, da bi zvedel, kaj se dogaja, kot na nek način, da bi hotel ugotoviti, če je naredil napako, ker se je umaknil od situacije. Ampak po drugi strani ni sploh hotel vedeti, ker bi imel samo še več občutka tistega poraza, če bi ugotovil, da je dejansko imel možnost karkoli spremeniti. Bil je čutiti srečen, ampak hkrati nesrečen. Torej, istočasno se je čutilo v njemu to neko srečo in mirnost, ampak hkrati neko jezo. In tako sem še nekaj časa tam počakala v tej njegovi hiši. In na neki točki je končno pač se sprostil. In je ugotovil, da tukaj, kjer je zdaj, v tej hiši, v tem domu, da mu je v bistvu lepše, ker je mir, ker ima tle svoje kraljestvo oziroma ima tle tisto svojo moč, ki jo je iskal, torej moč v bistvu voditi neko zadevo, ustvariti nek svoj svet. Na nek način je dobil občutek, da morda ni point v tem, da on ustvarja lep svet za druge, ampak da je bolj point v tem, da ustvari lep svet zase. Ko se je končno tako nekako umiril in sprijaznil s situacijo in tudi sprejel, da je v bistvu ta pot boljša zanj, sem ugotovila, da lahko grem iz tega njegovega sveta. Vprašala sem, če mi bo dal kakšno darilo, ker sem bila z njim in sem mu pomagala prebroditi te najbolj težka čustva, ki jih je doživel na energijskem nivoju. In v bistvu je brez besed vzel iz žepa denarnico in mi dal tak šop denarja. Tako, zelo nezainteresirano, nehvaležno, bolj v smislu, na, tle imaš. Zdaj lahko greš, hvala lepa za vse in adijo. Zdaj, okej, ajde. Jaz sem rekla, dobro, hvala, sam mislim, denar na energijskem nivoju glih nima neke vrednosti. In takrat mi je on rekel, kako da ne, seveda, da ima, z njim si lahko marsikaj kupiš. In sem mu rekla, ja, ampak na energijskem nivoju realno ne rabiš denarja, da si kaj kupiš, pač na energijskem nivoju lahko samo pomisliš, to ustvariš v svojih mislih in pač to imaš. In mi je on rekel, to že, ampak s tem ne moreš tega prenesti v fizični svet. Zdaj, to mi je bilo zelo zanimivo. To mi je bilo zelo zanimivo, ko je rekel, zato ker dejansko sem jaz na teh energijskih nivojih vedno delovala na tak način, da denarja pač nisem uporabljala, zato ker pač je realno brez veze. Ampak nikoli pa nisem poskusila, da bi provala, kaj se zgodi, če na energijskem nivoju kupiš nekaj z dejanskim denarjem, kako se potem to manifestira v fizični svet. In ker mi je Robert celo povedal nekaj novega, nekaj, kar jaz nisem še vedela ali pa poskusila, me je tukaj v bistvu malček pritegnil. Sem rekla, okej, ajde, hvala za darilo, bom preizkusila in morda pa ti sporočim, kako to deluje in ali res deluje. Jaz sem potem šla v svoj svet in s tem denarjem kupila stvari, ki si jih bi želela kupiti tudi v svojem resničnem svetu. Če lahko izdam, kaj to je, predvsem zdaj nekako ciljam na to, da adaptiramo tole našo hiško. Potrebno je ogromnih adaptacij. In sem rekla, okej, pa dajmo to poskusiti, da vidimo, kako bo delovalo.
In res, jaz sem poklicala te svoje majstre za vodovod, za elektriko, za cesto, za hišo, za načrte, za to, za uno, za tretje. Vse sem lepo plačala z denarjem, ki mi ga je dal Robert Golob. Vsi so bili zelo zadovoljni, vsi so potem odšli in to, kar sem si jaz želela, to sem tudi ustvarila. Zdaj, to sem jaz že ustvarila večkrat na energijskih nivojih, ampak se do tega trenutka še ni povsem manifestiralo na način, ki bi mene navdihnil. In to se mi je zdel en tak lep, zanimiv eksperiment, da vidim, ali bo tokrat kaj drugače. Tukaj sem se jaz poslovila, oziroma šla sem ven iz sveta, prišla sem nazaj v prebujeno kraljestvo in ko mi je Janez odprl vrata, sem imela v roki darilo od Roberta Goloba in to je bila ena taka mini oblika hiške, torej mini maketa moje hiške. Janez se je samo tako nasmehnil, zelo prijazno, zelo tako, kot v smislu super darilo, lepo. Poslovila sva se, jaz sem prišla v ta moj Lumi svet in na poličko v moji kredenci sem postavila tole hiško, torej Robertovo darilo. In to je bilo to. Zelo kratko, zelo intenzivno čustveno, zelo kaotično, ampak nič kaj poglobljeno, nobene duhovitosti nisem našla, nobenih nekih zanimivih atrakcij, nobenega nekega, torej zelo nekako skrivnostno, oziroma vse, kar je bilo nekako izpostavljeno, so prav ta njegova intenzivna čustva, kar bi jaz interpretirala kot to, da trenutno se Robert počuti poraženega, kar v bistvu sploh ni neka skrivnost. Zelo se bori za to, da bi vseeno uspel priti na oblast, pa ne samo Robert, ampak na splošno cel levi pol parlamenta. Težko je, ko doživiš tak poraz, sploh če imaš neke svoje vizije in načrte, kako bi kaj spremenil oziroma kaj bi s to svojo oblastjo sploh prinesel dobrega v našo državo, dajmo reči. In ko se ti te sanje sesujejo, je velikokrat težko to sprejeti, sploh če na oblast pride nekdo, ki vidi svet iz popolnoma drugačne perspektive kot ti. In takrat ne samo, da se boriš z občutkom poraza, ampak hkrati so tudi tukaj strahovi, da si izgubil neko pomembno moč, ko bi lahko marsikaj spremenil na način, za katerega ti meniš, da bi bil boljši. In zdaj se moraš soočati še z nekom, za katerega meniš, da bo v bistvu vse porušil, kar si ti sestavil. In sploh, če imaš občutek, da je ta človek nekdo, ki gradi stvari, ki niso okej, je to potem lahko še težje za ego. Tako da, glede na našo situacijo, ki se trenutno dogaja v Sloveniji, so Robertove energije povsem razumljive in sprejemljive. Seveda bi lahko ta poraz prenesel bolj z dvignjeno glavo. Lahko bi me celo popeljal na kakšno bolj zanimivo dogodivščino in bi tako morda pokazal tisto neko svojo drugo plat, zaradi katere bi se nam Robert bolj približal in bi ga morda bolj razumeli. Tudi tisti, ki recimo nismo zagovorniki njegovega dela. Ampak ja, tako se odločil, jaz sem poskušala večkrat, žal je trenutno Robert precej energijsko nedostopen, kar pomeni, da je zelo verjetno, ko gledamo politično delovanje, bolj v svojem egu. Se pravi, trenutno deluje bolj iz svojega ega in čustva verjetno ne izraža oziroma jih tlači, zato pa na energijskem nivoju vse to buta ven. Kadar imamo tak način delovanja oziroma kadar smo zelo dosti v svojem egu in na energijskem nivoju pa se počutimo zelo čustveni, takrat v bistvu se prekine ta povezava in takrat je za nas osebno v življenju še težje. Vsaka stvar nam je na nek način eno veliko breme, sploh če teh čustev ne pokažemo navzven, če ne povemo, kako se zares počutimo.
ampak hočemo delovati močni in stabilni. To je zelo, zelo, zelo utrujajoče za našo energijo. In v bistvu na tak način samo še bolj tonemo v slabe občutke, ne da bi se tega sploh zares zavedali. In to je energijsko zelo izčrpljujoče, kar lahko vodi do izgorelosti. Ker ko ti nisi v skladu s svojo energijo, ko nisi v tej povezavi, ko nisi v tem flowu, takrat vse, česar se lotiš, ti vzame ful več energije, kot takrat, ko si ti v dobri povezavi. Ko ti čutiš svojo energijo, ko deliš svoje občutke, ko nisi tisti strogi ego, ki želi pokazati sliko neke močne persone, persone, ki se bori za vsako ceno, ki je pripravljena iti z glavo čez zid, če je treba. Ne. Recimo, to so vse vrline, ki nas energijsko zelo, zelo izčrpavajo. Tako da, če bi bil Robert Golob moj klient, bi mu definitivno rekla, naj te svoje občutke zaupa javnosti, ker na tak način, ja, izpadeš mogoče krhko, izražanje nekih negativnih čustev ali pa joka lahko hitro ustvari občutek nemoči, oziroma kako se reče, po angleško je ranljivosti. V bistvu pokažeš neko perspektivo ranljivosti, torej si bolj ko deliš svoje čustva, žalostna čustva, izpadeš zelo ranljiv, kar pomeni, da si lahko tarča raznih napadov, kar te v bistvu lahko še bolj potlači dol. Ampak jaz sem vedno zagovornik tega, da bolečina zdravi, ne. In zagovornik sem tega, da kadar čutiš negativna čustva, je dobro, da greš samo še bolj negativno, ampak da to izražaš navzven, ne da to skrivaš, ne smeš se ti še bolj postavljati in delovati močno, ker to ima zelo, zelo velik negativni vpliv na tvojo osebno energijo, na tvojo pač energijo, tudi tako energijo, fizično energijo, da imaš ti zagon, motivacijo, ideje, ne, se pravi, bolj ko to teptaš, bolj ko to tlačiš, bolj izgubljaš stik s svojo dušo, bolj izgubljaš stik s tistimi možnostmi, ki bi te dejansko vodile na pravo pot. In namesto tega pa daš vse večji poudarek na svoj ego, ego pa vedno hrepeni po oblasti, po denarju, po moči. In avtomatično ubiraš take poti, ki te vodijo tja, ampak če to ni v skladu s tvojo energijo oziroma v skladu s tvojim srčnim poslanstvom oziroma v skladu s tvojo srčno potjo, v bistvu si ustvarjaš več škode kot koristi, ker se še bolj in bolj izgubljaš v želji po tem, da bi se izkazal pred drugimi. Izgubljaš sebe, izgubljaš svojo avtentičnost, izgubljaš svoje potenciale. Pa ne v smislu, da jih izgubljaš, da jih potem nimaš več, ampak izgubljaš stik z njimi. Ko pa prideš do neke točke, ko ni več poti naprej, zato ker pač to ni na neki način tvoja srčna pot, ko prideš do tiste slepe ulice, pa je zelo, zelo težko potem preklopiti na drugi tir in si reči, okej, tukaj sem izgubil to moč, ki sem jo nekako si želel, zdaj pa dajmo iskati neko drugačno pot, ne. To je ful težko potem najti, kaj je zdaj ta druga pot, in si na neki način v taki neki zmedi, kar sem opazila glih to, glih v času, ko sva bila potem pri njemu doma na energijskem nivoju, ne. Ker ta dom predstavlja v bistvu nekaj, kjer on blesti, ne. In dajmo reči, da je to v gospodarstvu, kot podjetnik ali pač kot direktor GEN-I ali karkoli, zdaj baje, da dobil neko novo funkcijo, ne vem, nisem spremljala. In v bistvu tule se vidi, da je tisto, kar ga kliče, tam, kjer je njemu zdaj mesto, tam, kjer dejansko lahko največ svojih potencialov pokaže, ampak po drugi strani je pa to boleče za ego, ne. Biti politik in tako na očeh javnosti prinese eno tako veliko breme, ker
Na nek način si vedno tarča vsega, vsakega nasprotnika. Si na nek način ljudje od tebe veliko pričakujejo. Hočeš se izkazati, hočeš pokazati te svoje potencijale, svojo moč. In če ti to ne rata, ego je takrat zelo, zelo, zelo ranjen. In to je zelo boleča izkušnja za nas, če se znajdemo v takih situacijah. Kadar je ego ranjen, to zelo, zelo boli. Boli zato, ker si predstavljamo, kaj vse si zdaj mislijo drugi, koga vse smo mi razočarali. In zdaj, dokler si ti samo nek, dajmo reči, no, direktor nekega podjetja, ker imaš recimo, ne vem, 400 zaposlenih ali pa 1000 zaposlenih, je drugačen občutek kot takrat, ko si ti v navednicah direktor države, ne, in imaš v bistvu pod sabo 2 milijona ljudi. Ego tukaj vidi zelo veliko razliko in je zelo, zelo težje predelati vse te težke občutke. Tako da, kot kaže v tem trenutku, in kot je nekako tudi že znano, se mi zdi, no, spet ne spremljam tako politike zdaj zadnje čase preveč natančno, ampak dejansko se kaže, da bo Svoboda v opoziciji, kar pa ni nujno, da bo Golobu to ustrezalo. Zdaj, kaj bo naredil? Bo zapustil politiko ali ne? Rekel je, da ne bo. Ampak on je marsikaj rekel in naredil polih kontra. Tako da bomo videli, ampak jaz mislim, da če bo on v opoziciji, da mu ta vloga ne bo preveč dišala, da ne bo imel tistega občutka neke moči in to mu ne bo sedlo. On ima vseeno rad neko kontrolo, nek občutek, da vodi on zadeve in s tem ni nič narobe, by the way. Eni ljudje so rojeni voditelji, drugi ljudje so rojeni kot, ne vem, inovatorji, tretji so bolj kot neki pomočniki, kakorkoli. In če se nekdo rodi kot nek vodja, je prav, da temu sledi. Ampak zdaj on je bil vodja nekako pač politike oziroma parlamenta zadnja 4 leta, ne. In to je zelo, zelo pomembna funkcija, ne. In ko to enkrat zgubiš, je težko presedlati na onega drugega konja, kjer nimaš več take moči. Ampak ne vem, njegov pogled, on me je dobesedno razočaral tule na energijskih nivojih zdaj. Res sem bila razočarana, ker nisem nič videla, ni bilo nič zanimivega, nič zabavnega, ampak mi pa je dal eno zanimivo lekcijo, to z denarjem na energijskem nivoju. Jaz sem to sprobala in če bo se manifestiralo kaj v tej smeri, zdaj, ni nujno, da se manifestira to, da začnejo delati, da se začnejo res že dela na tej naši hiši. Na energijskem nivoju vse nekakšna metafora. Lahko, da bo prišla, da se bo to manifestiralo kot, ne vem, nimam pojma, kot kaj bom videla, ker sem prvič na energijskem nivoju reševala stvari z denarjem. Meni je bilo to ful smešno, by the way. Tule si predstavljam, kako pridejo, ne vem, električarji, zrihtajo to elektriko in jaz jim plačam tam z denarjem. Ampak glej, če se bo na nek način to manifestiralo kot nekaj, da bom jaz vedela, ko bo prišlo nekaj v moj fizični svet, jaz bom takoj vedela, to je to, ker sem jaz tam plačala te delavce na energijskem nivoju s tistim denarjem, ki nima nobene vrednosti praktično, ampak če se kaj takega zgodi, Robert, respekt. Evo, takrat boš dobil moj respekt. Do takrat pač moram reči, da sem bila zelo, zelo razočarana, sploh v predvolilnem času z njegovim nastopom, ko sem poslušala njegove podcaste, ko sem poslušala njegove izjave, ko sem poslušala njegove laži, ki so dokazljive, manipulacije, ni mi bilo všeč, ampak glej, če mi je na koncu dal res eno tako lepo lekcijo, respekt, si bom premislila. Ne bom ga podpirala kot politika, ker se mi zdi, da nima glih dovolj izkušenj kot politik, oziroma vsaj ne kot predsednik vlade ali pa kot kakšen minister. Jaz ga ne bi več na taki poziciji
Ampak nekdo mi je enkrat napisal, pa dajmo mu priložnost, naj se nauči, pa naj se pol izkaže. Lahko mu damo priložnost, če ne bi toliko lagal, ampak če mi je zdaj dal res eno lekcijo, tako dobro, uporabno, bom razmislila o tem, ali bi spremenila mnenje o njem. Bomo videli. Če vam je bila ta epizoda malček taka brezvezna, ne se bat, pač to je Robert Golob. Naslednje bodo zagotovo dosti bolj zanimive. By the way, če vas zanima, spodaj v opisu lahko obiščete, si pogledate oziroma pokukate v Lumi svet, kaj vse tam lahko najdeš zase. Zaenkrat je to bolj majhna zbirka. Imam taka različna energijska potovanja, ampak se bo ta zbirka s časoma širila, dodajala bom nova zanimiva potovanja, nove take kakšne, ne meditacije, jaz ne delam toliko meditacij, ampak bolj domišljijska doživetja. Doživetja, s katerimi pomagaš raziskovati svojo podzavest, svojo energijo, svoj energijski svet, in na nek način se učiš, kako lahko domišljijo uporabljaš na način, da z njo kreiraš svoje lepše in boljše življenje. Definitivno pokukaj, če te pritegne, če ne pa, ne vem, se vidimo morda v naslednji epizodi, ko bomo raziskovali katerega drugega politika ali pa celo kakšnega ministra. Bomo videli, katera vrata se nam bodo odprla. Čau!